Pred meseci je veliko ogorčenja sprožila novica, da so v danskem živalskem vrtu usmrtili zdrave leve in žirafi. V Nemčiji živali, ki so končale službo v živalskem vrtu, sprejmejo v zavetišče. 10-letni sibirski tiger, puma Anton in snežna opica Nala. Njim in številnim drugim živalim so oskrbniki z zavetišča za mačke in eksotične živali rešili življenje. Ja, also wenn es unsere Station nicht geben würde, wären zumindest die Tiere, die heute hier leben, alle tot. Weil es eben keine andere Auffangstation für solche Tiere gibt. Te živali potrebujejo varne kletke, oskrbo s hrano in primeren življenjski prostor. V zavetišču, ki se preživlja zgolj s prostovoljnimi prispevki, porabijo za oskrbo teh živali najmanj 6.000 evrov mesečno. Also wir haben hier ca. 1200 Kilo Fleisch stehen, das haben wir letzte Woche erst vom Schlachthof bekommen und das entspricht ungefähr 7 Kühen. Das haben wir innerhalb von 3 Wochen verfüttert. Ker se mnogim živalskim vrtovom zdi to potrata denarja, živali usmrtijo. Sehr traurig ist das. Es ist, wenn man hört, dass ein Zoo solche Tiere einschläfert, die hätten ein Gehege schaffen müssen, wo sie die Tiere unterstellen. Živali, ki živijo v ujetništvu od rojstva, so namreč navajene, da jim hrano prinese človek. Nikoli se niso učile loviti, zato v divjini ne bi preživele. Skrbnik Olaf pravi, da če enkrat prevzameš odgovornost za žival, moraš zanjo skrbeti do konca.